pozdravljeni, moje ime je Ines in danes bom z vami pripravila mariborski božični kolač. Ta kolač, ki tudi mene spominja na božič, receptura je zelo preprosta, še vedno pa vam lahko pomagam. Pred mano so sestavine, ki ste jih tudi vi dobili v svojih paketih. Vse sestavine prihajajo od lokalnih ponudnikov, pa ne bolje, da kar začnem. In te sestavine so lešniki, suhe marelice, suha jabolka, suhe slive, drobljena bučna semena, maslo, smetana, sladkor, bučno olje, jajca, suhe sestavine, jogurt, sladkorovo pravo in pa limonin sok. Začeli bomo z predpripravo. Najprej bomo vzeli lešnike in jih postavili v pečico na 170 stopinj za 5 minut. Medtem ko se lešniki pečejo, bomo pa pripravili še druge sestavine in sicer narezali bomo suho sadje, suhe marelice, suha jabolka in pa suhe slive. Lešnike previdno stresemo v posodo in pazimo, da se pri tem ne opečemo. Lešnikom nato dodamo majhen košček masla in pa ščepec soli. Mešamo tako dolgo, da se maslo raztopi in lešnik izgleda takole. Zdaj bomo lešnikom dodali prej narezano suho sadje in pa bučna semena. Bučnih semen si nekaj pustimo tudi za dekoracijo. Vse dobro premešano in postavimo na stran. Sedaj bomo stekli smetano, ki jo bomo potem hranili v hladilniku. Torej, če imamo možnost, lahko uporabimo kuhinjskega robota, lahko uporabimo tudi klasični ročni mešalnik ali pa kar navadno metlico. Torej, smetano prelijemo v posodo. In damo miks. Ko je smetana zmiksana, jo postavimo v hladilnik. Nadaljujemo z stepanjem masla in sladkorja. Torej, v posodo damo maslo. Dodamo sladkor. In stepamo tako dolgo, da nastane enotna zmes. Spet lahko uporabimo navadni ročni mešalnik ali metlico. Najprej dodamo bučno olje. Postopoma dodajamo še jajca. Sedaj bomo pa ročno vmešali še ostale sestavine. Za vsak slučaj še enkrat dobro premešamo suhe sestavine in polovico le-teh vmešamo v maso. Mešamo počasi in previdno. Vmes dodamo jogurt. In pa ostale suhe sestavine.
koncu v 2 delih dodamo stepeno smetano, ki smo prej shranili v hladilniku. Masa naj zgleda tako. Ne pozabimo pa še na oreščke, ki smo jih prej pripravili za suhim sadjem. Previdno zmešamo. Sedaj bomo potrebovali pekač, ki naj bo podoben temu, lahko je tudi kovinski, lahko je okrogla kozica, s tem, da bo takrat kolač pač okrogle oblike. Torej v vašem darilnem paketu ste dobili maso v zavojčku, sedaj lahko ta zavojček uporabite, da z njim namastite pekač. Na koncu za to maso napolnimo pekač. Lepo poravnamo. In damo v pečico. Mariborski božični kolač pečemo 45 minut na 160 stopinj Celzija. Vmes, ko je kolač v pečici, si pripravimo snežno dekoracijo. Vzamemo sok ene limone in počasi dodajamo sladkor v prahu do primerne konsistence. Sladkor dodajamo, dokler ne dobimo takšne zmesi. Ko je kolač pečen, ga zvrnemo na rešeto in pustimo, da se ohladi. Ko se kolač ohladi, ga lahko okrasimo z snegom, ki smo ga prej pripravili. Ko smo kolač prelili z doma narejenim snegom, ga lahko okrasimo z raznimi dekoracijami, lahko uporabimo brusnice,